Naslov sam. Ne. Včasih so rekli, ime je pomembno, ne, pa ime je znak za nekaj. Jaz pogostokrat rečem, da je tudi naslov znak. Kaj pravzaprav je osnovna namera tega naslova? Prvič gre naslov v kontekst tega, kar zdaj poteka. Ne. To se pravi, na nek način ta trend vseživljenjskega učenja, ne, ki bo, jaz upam, za vašo generacijo res nekaj, kar morda za mojo generacijo še ni bilo. Ne. Druga stvar, ki pa jo naslov nosi v sebi, ali pa drugo sporočilo, ki jo ima naslov v sebi, je pa sporočilo, ki gre pa približno 2500 let nazaj. Ne. In gre do neke čudne osebe v zgodovini zahodne civilizacije, ker se ukvarjate z izbirnim predmetom na maturi iz filozofije, ga seveda poznate, to je bil Sokrat. Zakaj pa sem rekel, da je neka čudna oseba? Ne? Sokrat je vsaj po tistih zapisih, ki so se ohranili, to se pravi po pričevanjih in potem sekundarnih zapisih, ne, res bil čuden. Če se spomnite, to je bil možakar, ki je hodil po agori, spraševal ljudi, je bil siten kot podrepna muha, vrtel v ljudi, da bi dobil odgovore, za katere bi potem lahko bil gotov, da lahko na podlagi teh spoznanj deluje, da lahko postane on sam in ljudje, s katerimi seveda komunicira, boljši. Hkrati je bil pa skozi ta svoj način delovanja eden prvih učiteljev, tako bi danes rekli, čeprav kot boste videli kasneje, on sam tega nikoli ne bi sprejel. Eden prvih učiteljev, ki je bil prepričan, da učenje in poučevanje ni zgolj prenos od nekoga, ki ve, na nekoga, ki ne ve. Stvar je obrnjena, pravi. Vsi imamo neko vrsto vednosti, samo jo moramo znati na prav način, s pomočjo pravih vprašanj, obuditi, poiskati v sebi. In če to počnemo, potem tisti, ki daje odgovore, postaja pravi učitelj. In tisti, ki sprašuje, je zgolj učeči se ali učenec. To je tisto, o čemer običajno rečemo, da se nanaša, zdaj sem pa nekaj naredil. No in zdaj pa k stvari sami. Zakaj na začetku se lahko s temi vprašanji, kot je učenje in poučevanje, ukvarjamo tudi skozi perspektivo ali skozi pogled filozofije. Pogostokrat v različnih kontekstih. Damien Novedek, to je bila ena ameriška filozofinja. Če kdo želi predalčkati, spada v nekaj, čemer Američani so rekli takrat novi realizem. Ampak tisto, kar pa je zelo pregnantno povedala, je bilo te tri osnovne značilnosti, ker ona pravi eros, to se pravi, moraš imeti nek poseben čut za to, da se ukvarjaš s stvarmi, ki se veliki večini ljudi zdijo nezanimive. Ne spravljajo jih v neke vrste duhovnega gibanja. Drugo je čudenje. Na preročišču v Delfih je bilo tisto znano reklo, spoznaj samega sebe.
Ampak spoznavanje samega sebe, na kar so stari Grki zelo natančno vedeli, in na kar so bili pozorni, je proces, ki traja od začetka do konca. Ni to nekaj, narediš 5 korakov skozi proces poznavanja in potem si prišel do konca. Ne. Konca v tem polnem pomenu besede ni. Ali kot bi Sokrat sam rekel, šele smrt, ki je za mnogo ljudi nekaj, kar je slabo, grozno, je tista prava odrešitev, da lahko potem duh ali duša zaživi polno in se zlije z idejami, ki omogočajo pravo vednost in pravo spoznanja. No, to čudenje je Gillian Rose dala en les, vsaj za mene, vešča, metulj, ki prizimi na steni gora in ga opazuješ. Ne, da bi se utikal v to. Ne, da bi poskušal narediti karkoli, kar bi spremenilo stanje tega metulja ali te živalce. Ampak opazuješ in se čudiš, zakaj je tako. In potem, posledično, seveda iščeš odgovore. Odgovori, in na to tudi Gillian Rose opozarja, so pa pri teh tako imenovanih temeljnih vprašanjih po pravilu aporetični. Zdaj, kaj je aporija? V bistvu pomeni, da nimate dobrega izhoda iz situacije, v kateri ste. Da se ponujajo različne možnosti. V sodobnem času, mislim v sodobnem, seveda je spet 250 let nazaj, je bil v okviru nemške klasične filozofije Fichte, ki je rekel približno takole. Povej mi, kaj te zanima in povem ti, kdo si. To se pravi, odgovor je povezan vedno z tem, na kaj sem napirjen, kaj je moja usmerjenost. In pogostokrat, in tu je ravno poanta filozofije, je dovolj zastaviti vprašanje. In ni nujno najti dober odgovor ali dobro rešitev na zastavljeno vprašanje. Zakaj je dobro zastaviti, zakaj je pomembno zastaviti vprašanje? Ker se enostavno s tem horizont našega razmišljanja, našega potencialno potem delovanja razpre. In zaradi tega je torej to na nek način lahko v taki povezavi. No in sedaj pa k tistemu, kar je namen tega predavanja. Sokrat v apologiji, spomnite se, Sokrata so tožili, da je kvaril mladino, da je bil brezbožec in da je živel človeka nevredno življenje. V zagovoru sodišče, to se lahko predstavljate, je izgledalo približno tako kot nas, smo mi danes, samo da so sedeli v krogu na Agori v starih Atenah. Sodniki so bili vrli meščani ali vrli državljani mestne državice Atene, in 2 tožnika in na drugi strani Sokrat. In tisto, kar je Sokrat poskušal razložiti, ko je v svojem zagovoru opisoval, kaj je dejansko počel in zakaj je počel to, kar je počel, je imelo 2 podtona. Prvi podton je bil
poglejte, zakaj me pa sploh tožite? Moje življenje se tako že po naravni poti izteka. Če boste, danes rečejo, mrtvega konja brcali, ne boste s tem dosegli ničesar. Je rekel, druga stvar, ki pa je mnogo pomembnejša, je pa samo dejstvo, da jaz poskušam preiskati svoje življenje. In na podlagi tega preiskovanja, tega, kot sem prej rekel, razpiranja, ta star grški izraz iskanje resnice, to aletheje, to jasnjenje. Aletheja ima v slovenščini dobro sopomenko. To je jasnina ali jasa. Zdaj pa se spomnite, če greste v gozd, ki je res gozd, da ima dovolj podrastja, je v gozdu tema. In kaj potem, ko pridemo na jaso? To je ta ideja, ki jo ta stara grška beseda nosi v sebi. No, ampak, pogledajte, Sokrata so tožili. Hkrati je bil pa vsem Atencem, znan delfski orakelj, v katerem so v preročišču svečenice povedale tole, najmodrejši med vami ljudje, namreč v Delfe je šel eden od Sokratovih prijateljev spraševati, kdo je najmodrejši med njimi. In odgovor je bil, najmodrejši med vami ljudje je tisti, ki je kot Sokrat spoznal, da je v resnici glede modrosti nič vreden. To, da je glede modrosti nič vreden, smo srečali v naslovu, kjer je bilo zapisano, to je malo posodobljena verzija tega, vem, da nič ali pa ničesar ne vem. Zdaj pa, zakaj je Sokrat tisti, ki je najmočnejši? Kadarkoli Sokrat govori o tem, kaj je namen njegovega delovanja, imamo vedno dve ravni. Ena je ta tako imenovana teoretska raven, to je raven, ki se ukvarja s vprašanjem resnice. Kaj je res in kaj ne. Druga raven je pa ta tako imenovana praktična ali raven delovanja. To je pa raven, kjer imamo ta normativni značaj ali to vrednotenje, kaj je prav, kaj je pravica, kaj je pravično in na drugi strani seveda, kaj je krivica, kaj ni prav, kaj je narobe. To se pravi, Sokrat vedno ima pred očmi obaj vrsti preiskovanja. Nikoli ne ostaja zgolj in samo pri preiskovanju, ki bi bilo teoretično ali pa ki bi bilo praktično. Tudi takrat, ko se sprašuje o resnici, prihaja do praktičnih rešitev. Tudi takrat, ko se sprašuje recimo o tem, kaj je vrlina, kaj je pravičnost, kaj je dobro, prihaja do teoretičnih premislekov. No, ampak tisto, kar je zanimivo, in včasih je enostavno najboljši uporabiti Sokrata, ali pa saj tako, kot je Platon zapisal, kaj naj bi Sokrat dejansko povedal, je, kaj je tisto, kar Sokrata loči od drugih, ko se z njimi pogovarja. Ta navedek, ki ga tle vidite, je navedek, ki se je porodil v Sokratu, ko se je prenehal pogovarjati s politikom. Politik, s katerim se je pogovarjal, je bil globoko prepričan, da ve,
kako je treba urediti življenje v državi, v polisu. Z postopnim spraševanjem je Sokrat prišel do spoznanja, da človek ne ve, o čem govori. In zaradi tega pravi Sokrat, in to je ta navedek, torej, ki je na nek način aporetičen. Videti torej, da sem jaz za neki drobno tenek modrejši od njega, a vendar sem modrejši. Prav zaradi tega, ker ne mislim, da vem, česar ne vem. In pogledajte, aporetičnost tega je v tem zadnjem delu, ker pravi, ne mislim, da vem, česar ne vem. Kaj to pomeni? Poglejte, če bi morali iti zdaj v prvo nadstropje, je do prvega nadstropja, ne vem, 25 stopnic, 20 stopnic, nekaj takega. Kaj potrebujemo za to, da se lahko povzpnemo po stopnicah? Ali imamo lift, dvigalo, s pomočjo katerega nas dvignejo na ustrezen nivo, ali pa moramo iti po stopnicah, za kar potrebujemo kolikor toliko zdrave noge, dovolj moči v naših nogah, to je poenostavljeno, zdaj lahko vam bi to s pomočjo fiziologije razložil bolj natančno, ampak potrebujemo nekaj. In kaj se zgodi, če po 17. stopnici naenkrat ne morem več dvigniti noge? Kako bi to opisali? Običajno rečemo, nimam več moči, da bi premagal še zadnjo stopnico, oviro, karkoli že. Nečesa nimam. Ali tisto, česar nimam, poznam. In Sokrat pravi, tisto, česar nima ta politik, to je ta politična preudarnost ali fronesis, tisto, česar nima, tistega ne more poznati. Zakaj? Ker vednost zahteva, da imamo na nek način to v sebi. Če pa že imamo, pa tega ne poznamo, potem lahko to s posebnim, kot on pravi, spraševanjem ali pa z usmerjenim delovanjem dosežemo. No in tisto, kar je problematično, kar je aporetično v tem kontekstu, je to vprašanje, če Sokrat in njegov sogovorec ne vesta, kaj nekaj je. Zakaj je potem Sokrat upravičen trditi, da nekaj ve? To je to, kot včasih se temu reče, govor, ki na prvi pogled zgleda kot govor o niču. Ali je nič nekaj? Običajno govorimo, kot da je nekaj. Ampak kaj je nič? Če bi zdaj dvignil ta kozarec, ki je prazen, pa vas bi vprašal, kaj je v tem kozarcu? Bi bil običajen odgovor, v tem kozarcu ni ničesar, na zrak
pozabimo, to ne šteje. Ampak v tem kozarcu ni česar. Ampak rečemo po slovensko, v kozarcu ni ničesar. Ne rečemo, da je v kozarcu nič ali ničes, kar bi bil, mislim, da lepši izraz. Zakaj ne rečemo tako? Pa imamo dvojno zanikanje, ker ste maturanti, pa boste imeli tudi matematiko na maturi, veste, da dvojno zanikanje naj bi prineslo A2 minusa plus, poenostavljeno. Gospod ravnatelj bo pol to drugače povedal, ampak približno tako je. Poglejte, torej, zakaj ne rečemo, da je v tem kozarcu nič? Ampak rečemo, ničesar ni. Zato, ker v slovenščini, pa tudi v večino indo-germanskih jezikih, govorimo s pomočjo dvojnega zanikanja, kadar hočemo nekaj, kar nas na poseben način muči, poudariti. In to se pravi, nič ni nekaj. To je, če se predstavljate enačbo, na levi strani nič, na drugi strani pa negacija nekaj. Tisto, kar pa je problem v tem razmisleku pri Sokratu, je pa problem, da Sokrat na začetku eksplicitno jasno pove, da politik in on ne vesta, kaj je phronesis. To se pravi, ne vesta nekaj. Ali to pomeni, da vesta, kaj je nič. In tu je ta problem, ki ga to znano Sokratovo reklo nosi v sebi. Ali takrat, ko vem, da ne vem nekaj, vem nekaj več kot tisti, ki misli, da ve. To smo že povedali. Kar je zanimivo, če je Sokrat začel svoje preiskovanje z nekom, ki bi naj vedel, kako pomeni imeti urejeno družbeno življenje, kot bi danes rekli, življenje v naravi, so drugi predmet njegovih razprav pesniki. In zakaj pesniki? Apologija je zgodnje Platonovo delo. To je v tistem prvem obdobju, bi lahko rekli. In takrat Platon še ni imel razdeljenega koncepta, pojma, kot ga ima kasneje v Državi, ki je eno od zrelih njegovih del, kjer začne na nek način predpisovati, kaj smejo pesniki povedati ali zapisati, zato, da bo šlo to v okvir dobro urejene države, ki skrbi za mladino in jih izobražuje, izoblikuje na pravi način. In zakaj je to tako zanimivo? Zdaj si predstavljate, to je čas začetek 5. stoletja, ko se ta zgodba dogaja, in tam so nekatere vojne in nekateri taki veliki dogodki, ki so jih doživeli njihovi predhodniki ali pa so del njihove sedanjosti, bili prenešeni kasnejšim rodovom primarno, predvsem preko pesnikov. In pesniki so pisali o raznih stvarih. In ko je
imel razpravo z pesniki, je Sokrat spraševal po nekaterih teh temeljnih etičnih načeljih ali vrednotah, če hočete, ali vrlinah. In zelo hitro, pravi Sokrat, sem ugotovil, da to, kar pišejo, je za njih neznana zemlja, da tega ne poznajo. No, oni govorijo o tem, kaj pomeni biti pošten, kaj pomeni biti prijatelj, ali pa kaj pomeni biti dober. Ne vejo pa, kaj to je. In pravi to, da je pesništvo stvar navdiha, je nekaj, kar jim omogoča, da govorijo. Vendar govorijo, ne da bi vedeli, kaj govorijo. In zaradi tega je potem kasneje v državi opozoril, da je to lahko nevarno za izobraževanje, za izoblikovanje bodočih generacij. No in, kot sem rekel na začetku, da je imel Sokrat dve nameri ali dve intenci, če so vam tukaj ljubši, ko je spraševal svoje sogovorce. Ena je bila, da bi prišel do pravega spoznanja, da bi vedeli, kaj nekaj je. Druga, ki pa sledi iz tega, je pa, da bi na ta način ovrgel sporočilo orakla. Da bi s pomočjo tega, ker če Franček ve nekaj, ali če Micka pozna, ve nekaj in tega Sokrat ne ve, potem Sokrat ni najmodrejši. In se orakel na delu, skozi samo to preiskovanje ovrže. Res pa je, da do tega seveda ni prišlo in da je običajno bila zgodba obrnjena, da je Sokrat svojemu sogovorcu v bistvu skozi ta razgovor pokazal, da ne ve. In če ne ve, potem je Sokrat tisto osnovno izhodišče, ki jo je ta njegov sogovorec na začetku imel, ovrgel. S tem pa Sokrat seveda ni prišel do spoznanja, kaj to je. To je še vedno tista pot, ki jo moramo iz dneva v dan, iz ure v uro, iz minute v minuto prehoditi. In to je bilo zanimivo v Kritonu, to je nadaljevanje apologije, to je takrat, ko je že obsojen, čaka v zaporu, da mu stražar prinese čašo trobelike, ki je bo spil, kako naj rečem temu, strup, da bo potem umrl. In še takrat, čisto pred smrtjo, je Sokrat poskušal razkrivati nekatere stvari, ki so bile njemu nejasne, še bolj pa njegovim prijateljem, tem, ki so ga spremljali v tem zadnjem momentu. No in v tistih zadnjih trenutkih se odpre eno vprašanje. Kaj je boljše? Ostati tu. Danes bi rekli v tem telesu. Ali umreti in dati duši prosto pot. In če Sokrat zelo na začetku svojih razmišljanj pravi,
da je življenje filozofa življenje, ki v sebi nosi pripravo na smrt, ker se duša šele takrat osvobodi vseh spon in lahko kontemplira, doživlja vse tisto, kar je večno, kar je nespremenljivo in kar po sebi nosi ta značaj, kot se včasih reče temu, platonskih nebes. Torej, tisto, kar Sokrat na nek način sledi skozi vse korake svojega življenja, je prvič odkrivanje, kaj nekaj je. In kot sem rekel, to ni teoretsko delo, ni zgolj in samo teoretsko delo, ampak je hkrati tudi delovanje. Ne smete pozabiti. To je bil čas, v katerem so modri možje skrbeli za mladeniče in so jih vzgajali. Temu, čemer danes rečemo, na nek način včasih čudno, pedofilija, je bilo v tistem času nekaj, kar je omogočilo celostno izoblikovanje mladeniču. Poglejte, slovenski izraz izobrazba govori o tem, da nekomu izoblikujemo obraz. Nemški Bildung ima dosti podobno poanto v sebi. Nekoga izoblikujemo. Vprašanje, ki se pri tem pojavlja, je pa naslednje. Če ste kdaj brali malo Sveto pismo, imate en znan stavek, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi. Ne po sebi. Po svoji podobi. A veste, kaj je podoba? Ko zjutraj pridete v kopalnico in se začnete umivati ali pač pripravljati, karkoli že boste potem počeli, se pogledate običajno v ogledalo. Kaj vidite ali kaj vidimo? Vse to velja za vse v ogledalu. A vidimo sebe? Ne. Vidimo svojo podobo. Ne vem, ko Leander Fužir riše te gospe in gospodične, a je to nekaj, kar je podobno njim? Bolj ali manj. Ampak to je še vedno podoba. In nazaj k Sokratu in načinu vzgajanja takrat, imeli so podobo, po kateri so poskušali izoblikovati mladeniče. Ker domnevam, da je velika večina med vami angleško govorno usmerjena, potem verjetno ste morali kdaj čuti za Georgea Bernarda Shawa in njegovo dramo Pygmalion. Kjer pripelje gospodično z prepišnih planot v mesto, v tako imenovano meščansko okolje in jo poskuša vzgojiti, izoblikovati skladno z podobo, ki
ki velja za meščansko gospodično. Približno tako je izgledalo pri teh tako imenovanih modrih Atencih, ki so skrbeli za to. No, ampak seveda tisto, kar pa ostaja v ozadju in kar je na nek način še vedno skrivnostno, je, kaj pravzaprav tisto je, kar išče Sokrat. No in v enem od teh Platonovih dialogov, ki ima naslov, če se spomnite, Platonovi dialogi po pravilu, imajo naslove po glavnih govorcih v dialogih. No in Menon je bil eden od tistih, kaj se zgodi v Menonu. Sokrat in Menon se sprehajata po vrtu, pride mimo suženj in potem ga Sokrat s pravilnim spraševanjem pripelje do tega, da reši enega od teh znanih matematičnih problemov. In potem se razvije debata med Sokratom in Menonom. Debata gre pravzaprav v tej smeri, kar pol dobi generično oznako, etiketo, če hočete, Menonov paradoks. Vprašanje je naslednjo, kako boš preiskoval nekaj, česar ne veš? In na drugi strani, zakaj boš preiskoval nekaj, kar že veš? Če ne veš, kaj iščeš, potem tudi, če po neki zelo slučajni poti prideš do tega, ne veš, da si to spoznal, da si to odkril. Če pa že veš, potem je pa raziskovanje nepotrebno, odvečno. Zakaj pa? Zakaj bi to počel, če to že vem? Torej, preiskovanje, pravi Menon, je ali nemogoče, ali pa je odvečno. Torej, zakaj Sokrat pri Zevsu se tako trudiš in nas poskušaš spraviti na pot preiskovanja? To je seveda nekaj, čemer boste rekli, to je samo cel ta navedek, to je zapisano. In 2500 let tečejo razprave, kako je mogoče to situacijo smiselno, konsistentno in zdravo rešiti. Ali obstaja kakršenkoli izhod? To je podoben problem, kot ste ga, pa vam ga je profesor kdaj mimogrede navrgel, kot je problem Ahila in želve. Ste kdaj slišali za to? Ahil je bil eden od teh velikih grških junakov, pred Trojo, o tem ste sigurno slišali. Želva je pa vzorčna žival, ki se premika počasi, ki zaradi tega seveda lahko dočaka 150-200 let, ampak cel sistem njenega življenja je počasen. In generacijo pred Sokratom, če se spomnite, Sokrat je bil Platonov učitelj, Platon je bil učitelj Aristotela in recimo, ko je bil Sokrat mladenič, ki je že kazal zelo dobre nastavke za filozofsko delovanje, je bil
Parmenid, takrat na vrhuncu moči, to se pravi tako po generacijah gre naprej, in Parmenid in Zenon sta vzela v precep med drugim tudi seveda Sokrata, predvsem je bila pa ta ideja, ali lahko Ahil, ki je mnogo hitrejši od želve, dohiti želvo v nekem tekmovanju v teku, če ima želva na začetku neko prednost. Da, zdaj ravnatelj naj ne posluša, ker to jih bo krivo vira. Mi se seveda vemo, da med dve poljubni točki na premici lahko postavimo vedno tretjo točko, ali da enostavno to premico razdelimo. Daljico se preča. Lahko razdelimo in jo lahko delimo v neskončnost. Zakaj? Zato, ker osnovna ideja v ozadju tega je, da je ta razdalja med A in B neka določena količina, dolžina, ki jo lahko delimo, ne moremo jo pa sestaviti z ničo. Točka nima dimenzije, črta ima dolžino. To je bila ta stara ideja. In kaj velja to pri Ahilu in želvi? Da če je Ahil še tako hiter, bo vedno lahko samo razpolovil razdaljo med sabo in želvo. Nikoli je ne bo uspel prehiteti. To je bila osnovna ideja. No in približno tako je za tem Menonovim paradoksom, in kako običajno poskušajo to rešiti. Na eni strani še 5 minut. Na eni strani imamo nekaj, čemu rečemo intuicijo. Zdaj, kaj v stari Grčiji intuicija sploh pomeni? Intuicija, danes si predstavljamo pod intuicijo marsikaj, ampak v onih starih časih je to pomenilo, da smo nekaj postavili neposredno pred oko razuma. To se pravi, da smo s pomočjo razuma imeli vpogled v problem. Ne, da bi za to potrebovali izkustvo. Ne, da bi za to potrebovali karkoli drugega, neke dodatne moči. In če pa je to res, ali je potem tisto, kar se lahko dobi, tako temu se reče v žargonu, a priori, vnaprej, brez izkustva, ali je to lahko tisto, kar nam omogoča gotovost. In to je točka, na kateri pravzaprav Sokrat sam pravi. Res je, da so nekatere stvari nam dostopne vnaprej, a priorno. Ampak, če in samo če smo odprti za tak pogled, kako pa lahko postanemo odprti? Sokrat je sam to demonstriral, se spomnite, za metodo, ki jo povezujejo s poklicem njegove matere, ki je spravljala otroke na svetlo ob porodih. Babica je bila, danes bi rekli babica, in metoda je majevtika. To se pravi, če si dovolj razprt, potem lahko vprašanje najde vrzel do tistega, kar v naših spominih, ali če hočete, danes na naših trdih diskih je že pred naloženo. In če to
razkrijemo, potem lahko brez izkustva neposredno prihajamo do tega, čemer rečemo vednost ali pa vsaj vednost na nekem delu. Če pa je to res, potem pa učitelj ni tisti, ki prenaša vednost od sebe na učence, se opravičujem, na dijake, študente, karkoli že, ali pa na učeče. Vse bi bilo, mislim, da najbolj nevtralno povedati, ampak je ta, ki je formalno v vlogi učitelja, neprestano učeči se. To je približno kratka verzija tistega, kar sem hotel povedati. Nobeden ni dvignil roke vmes, nobeden ni protestiral. A je to slab znak ali je to dober znak? Ne vem, to bom zadržal za sebe zaenkrat. Izvolite. Če kdo želi to dobiti, mi samo napiše na mail, pa dobi to na svoj elektronski naslov. Moj naslov je pa bojan.borsner@um.si. V vseh splošnih evidencah je dostopno javno. Če nimate vprašanj, vam bom pokazal še nekaj, to je za kazen, ne za nagrado. To. Danes seveda ne govorimo več toliko o intuitivnih oblikah spoznavanja, ampak govorimo o eksperimentalnih oblikah spoznavanja. Zakaj so eksperimenti potrebni? Zato, da bi spoznali nekaj. Kako spoznamo X, to je pač nekaj, vseeno karkoli. Kaj naredimo? Proizvedemo, skonstruiramo eksperiment, poskus, s katerim bomo to potrdili. In pridejo podobna vprašanja, kot je pred 2500 leti menom zastavljal Sokrates. Ali vemo, da ta poskus deluje? Ali ima tisti, ki poskuša spretnosti? Ali je natrenirana za to? Ali lahko udejanja to zanesljivo? Če vse to drži, dobimo nek rezultat. Kako pa vemo, da je to ustrezen rezultat? Da je to tisto, kar smo iskali? Se spomnite, kaj pravi Menon? Kako boš v primeru, ko ne veš, kaj iščeš, če boš tisto slučajno našel, vedel, da si našel to, kar iščeš. V recimo sodobni kvantni fiziki bi rekli, odkrili smo nek nov pojav. Ampak, kaj je ta pojav? A je to nekaj, kar smo mi proizvedli? Zato, ker smo vplivali na te majhne ali valove ali delce. Ali je to nekaj, kar v naravi je? In če je temu res tako, če je to, kar smo pokazali s tem, tu, pa je treba to eksperimentalno potrditi. In kje smo? V podobnem, temu se reče, hudičevem krogu, kot ga je poskušal predstaviti Menon. To je pa res vse. Izvoli, Andrej. Rečeš, samo mi v vsakdanjem življenju nikoli ne rečemo
da iščeš nekaj, kar ne veš, kaj to je, pa v bistvu iščemo odgovor na vprašanje. Ker recimo, da jaz vprašam, koliko je ura, koliko je odgovor ura veni, ne? Mislim, da je zdaj pa če jaz rečem, to je zdaj težko prevesti, da to, mislim, jaz ne vem, koliko je ura, ne? Ampak vprašam, nimam v glavi tega, da zdaj ne vem, kaj iščem, zato ker iščem odgovor na vprašanje, tako se mi zdi, da tako je tu problem zastavljanje čisto drugače kot v praksi. Če tak problem zastaviš, se zdi proti osnovnim, da ne rešljivo, tako je veliko želo, samo v resnici predstavljaš. Andrej, ti veš, da je Platon, skozi Sokratov usta, seveda, poskušal najti, kaj je tisto, čemer on reče paradigma za nekaj, vzorec, ideja. In če se sprašuješ samo po tistem, kar je pojavno, kar je minljivo, potem je to korektno. In to na pragmatičnem nivoju vsakdanjega delovanja zelo uspešno funkcionira. Nedvoumno. Ampak vzemi to isto vprašanje, ki si ga zastavil, koliko je ura. Jaz pogledam na svoj kronometer, pa rečem toliko in toliko. Sokrat pa vpraša, da ne mislim zdaj dobesedno Sokrat, ampak nekdo, kaj pa je ura? In potem pride naslednjo vprašanje, ker dobimo odgovor. Ura je nek merilnik, kakršenkoli že je, ki meri. Tu že imamo pomislek čas, spremembo časa, karkoli že. Kaj je merilnik? In stvari grejo naprej. To se pravi tisto, kar je sporočilo Sokrata za današnji čas, je ne ustavljamo se na prvo žogo. Naj nam ne bodo odgovori sami na sebi, tako dobri, tako samozadostni, da ne ohranimo tega. Sokrat ni bil skeptik, čeprav so mu to pripisovali. Ne. Ampak on je samo poskušal opisati, da moramo ostati razprti, iskati. Tudi o stvareh, kot pravi Gillian Rose, ko imate neko veščo na steni, kjer bo prizimla tam, čeprav mislim, da vešče ne prizimijo, ker je predolg čas, ampak dobro, ni to zdaj toliko pomembno. Ampak da znamo, ali pa vsaj dovolj je, če zdaj, ko so še topli dnevi, imamo luč prižgano zvečer, pa se na luč nalepi neka vešča muha. Hvala, da ste zdržali.